Lep pozdrav še enkrat, se ni dolgo, odkar smo se videli. Mi ravnokar še nismo končali, še poteka seja, na kateri razpravljamo predvsem o datumu referenduma in verjamem, da bo 23. november letos. Naj povem, da bo zdaj to zakonodajni referendum, ki bo veljaven. Se pravi, zakon, ki je vstopil v zakonodajno proceduro bil je vložen strani civilne družbe. Mi smo ga dali na referendum posvetovalni. Ljudje so večinsko se izrekli, da želijo, da uredimo. Koalicija je to spoštovala. Zakon smo v Državnem zboru sprejeli in mislim, da smo mi politiki svoje naredili in zdaj je v bistvu spet na ljudeh, vseh nas volivcev in volivk, da zakon ponovno potrdimo. Tudi zato gremo v kampanjo v širši zasedbi, v nekem zavezništvu med koalicijo in civilno družbo. In tudi vabimo druge civilno-družbene in druge organizacije, da nas podprejo, da podprejo zakon in da povabijo vse volivke in volivce, da pridejo zakon podpreti. Mi menimo, da je to prav, da se odločamo ne o tem, kakšne politične barve je kdo ali pa kdo katero stranko voli, ampak pravzaprav o tem, v kakšni družbi želimo živeti. A želimo živeti v družbi, ki bo spoštovala človekovo življenje od začetka do smrti in bo spoštovala tudi dostojanstvo vsakega od nas, tudi ob odhajanju. In mi menimo, da je ta zakon predvsem izraz ene človečnosti, spoštovanja, razumevanja trpljenja nekaterih ljudi, tudi empatije, če želite. In rekla bi še to, da gre za zakon, ki bo neposredno se dotikal verjetno zelo majhnega števila ljudi, posredno je pa pomemben, jaz bi rekla, da celo dragocen za vse nas, zato ker v resnici ne vemo, kaj nam bo življenje še prineslo, ali nam ali našim svojcem, prijateljem. In jaz bi zato v imenu, seveda svojem imenu vseh, ki smo že enkrat podprli zakon, bi pač povabila vse ljudi na referendum in jih povabila, da zakon podpremo. Hvala.